Sem rekel, da dele predvsem imam komenda, še tega Hollanda predstavim. T5-140 Dynamic komanda. Imam na avtomatski naštiman 3 območja, osminke, avtomatsko prestavljanje, oziroma opcija avtomatskega prestavljanja, tako kot imam zele. Pa imaš tudi start-stop, evo. Nogo imam sam na bremz v bistvu in zadeva počaka. Spustiš iz bremze dol, se že peljemo. Tako da je to že skoraj pol avarijo, tale Dynamic komand. Delem en krog naredil, da se ga še malo nadudlam, da bojo kaj pa matvov na sejmu. Bomo na sejmu več traktorjev New Holland, bomo tudi svojo prikolico. Nove majice imamo, Only Cows, zdaj ni več popularno Only Fans, zdaj Only Cows. Pojmo okoli traktorja, bomo pa že na sejmu kakšno več rekla. Tale je največji v svoji seriji, T5-140 konov, poj so sam še manj. Je pa 4-cilindrc FPT motor, turbo diesel, common rail, 630 Nm navora. Traktor je opremljen z Dynamic komand menjalnikom. Serija T5 ima na izbiro cel kup menjalnikov, ali imaš klasičnega na polovičke, tiste prte najbolj so pa poj elektrokomand, Dynamic komand pa avtokomand. Avtokomand je vario, Dynamic komand je pa robotiziran menjalnik, to se pravi 24 brzine prej, 24 brzine nazaj, da se tudi dokupati superreduktor, še za počasne brzine. Ima pa ta menjalnik 2 sklopke, to je sicer že stara tehnologija, z avto vam potegnjena tudi. V glavnem tale Dynamic komand je kar super zadeva, sem pa še malo več povedal, se bomo še malo pelali. Traktor gre 40 na uro, z eko menjalnikom, tam pod 1600-1700 obratov. Pa če še malo dimenzij povem, a ne? Da ne boste pa spraševali, koliko je to velik ali je majhna. Traktor je približno 6 ton težek, s tole opremo. 4,30 m je dolg, 2,30 je širok, visok je pa tudi 2,80 m. Je pa na kolesah 34 col zadaj, 24 col spredi. Tlele en kufrček za orodje fletne, pa za kakšne kuhle, karkoli. Pa kester za nafto, pa za AdBlue, tlele gre 170 litrov not. Nekaj je. Baje, da je šparaven, no, baje, da je šparaven. Traktor je tudi spredi vzmeten, ima vzmeteno akso, TerraGlide, mislim, da se reče pri Hollanda temu. Se prav fletna pele. Kabina zadaj tudi vzmetena, ima pol pogledali, pa še za C-orenku vzmeten, tako da je v redu tudi za čez kakšno luknjo. V tej prednji napremi so tudi dodatni diski not, Heavy Duty, HD, za daljšo življenjsko dobo, obračalen krog je 5 metrov, spredi fan, hidravlika, kardan, tudi tipke so, to se pravi za vklop kardana prvega, za hidravliko gor dol, pa za tale par ventilov, kaj tlele. Dodatne vtičence, 3-polna, tista za luči, pa še tlele ena, mislim, da je povratek. 3. kategorije so roke. Ponoč pa se tudi dal z njim odivati, luči ima kar dost. Gor ima 4, pri kraj ima pa še tele 2 delovne. Spredaj, pa raufang, roar. Sam to neč več tako da rupo tako, kakor bo mohal, kakor je včas, da je to majhne basavce vedejavega, da je to bot divo. Ampak lej, bom pa zalaufal malo, da se uslišal, da ne sam za to odhodil, bom pa kam en krog naredil. Tle pa je akumulator not, pa en relij je raj, tam pa taka reč. To dela še ni potrebe, da bi rihtali. Pa smo pa že zadaj, se nam kaj dosti kompliciral, bom kar malo bolj na hitro okoli njega stopil. Vse me na koment bodo zavideti. Če v kakšnega bolj v detajle zanima, vsega boste pa jo kaj tam pogledali. Kar šel za menoj. Uprat ga mogo. Roke 3. kategorije, 5,5 ton dvigne tale zadnja hidravlika. Hitro zapenjalna, spredi dvigne pa 2 tone 250. Tu so tele roke gor, ko se avtomatsko zaklepa, avtomatski preklop, hitro nastavljiv. Kardan se tlele spodaj skriva, 540 eko, tavžen, tudi z avtomatskim zagonom je opcija. Pa imamo prečko, pa 1, 2, 3, 4 pare ventilov. Pa hidravlične bremze so tudi na njemu gor, opcijsko je možnost tudi zračne. Tle za ISOBUS, ki pa enot pride od priključka priklopljen na ekran, za luči, ABS. Ena tropolna vtičenca je tudi lela zunaj, da ni treba lih nujno čez kabino notitati. Gor sta še 2 rotacijske, a še kaj taha. Zmetena kabina, lej tam da se vidijo tel fedre. Tlela. Pumpa ima 110 litrsko, pa 200 barsko. Po mojem je to to.
Pa dej na sejem pa kaj prelete, no, kakšno majcko pa, kakšen pulover, kakšno jakno, karkoli. A pa po kakšen traktor, še mora biti kakšen nuca. Na blatnika so tu tipke, tako kot pri vseh tem modernih traktorjih. Za hidravliko, za ventil, pa za vklop kardana. Luči. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 delovnih luči zadaj. Pojmo še v kabino malo, pojmo. Še not malo pogledati. Saj not je še več zapovedati pa zunaj, brez skrbi. A že snima? Špegle so dvodelna, kar je fajn velik, teleskopska, pa not so električno nastavljiv tudi poj. Evo, ko fletne imaš, malo tela mrežce, za kakšno reč not zapakirati, tle spodaj prideš na tepik, sam da lahko nimam not. Takole pa zgleda poj. Evo, en pregled hiter. Kje začnemo? Kje prav začeli? Jaz ne vem, drugače komande so najbolj zanimive, pa najtežji so zapovedati, tako da pa ima malo biti ostalo, te prvo pogledati. Dajmo pa streh začeti za foro. Šibe dah ima, strešno okno. Takole se zaprečet, sonce v glavo buta ka pes. Pa še tehala. Mata, če imaš tola, pa tola dol, pa že orang zaprtejha. Ako se pa to odpira. Pa sem zadnji odpril. Ma bolj tak športen je pojkuj. Bluetooth radio, avtomatsko klimo, tlej še malo drugih predalčkov za kakšno reč. S tem ona se pa poje pravila, koliko traktor šajna. Zvočnik na tele stran, zvočnik na tele stran, lučka. Tlej so pa poje še za špegle. Špegle pa tale vtičenca. Če bo naves malo kontakta. Se že premika. Pa tlele armatura, kakaže kva imaš pržgan oziroma če so kakšne napake, to gun, tret, s telen knofom gor se tudi poje nastavlja tale ekranček not. Volan, nastavljiv po višini, globini, tlele je inverter, je pa poje še tale elektronska zavora menjalnika. Še en špegel za zadnji, to poje kaj še podpreš, da se vidi preklop. Sam se ga je malo zanešteliti. Pa poje še tale zec, takole narediš, da so kafe zadnji stegneš. Na tej strani je tudi ena kišta. Mislim, da ni hladilna. Navodile so not. Tle še dodaten štrom. Sovoznikov zic, dosti velik za eno fesret. Tle imaš pa poje še za kaj za odložiti. Tale voznikov zic je tudi v Iber, mislim, da je isti, kakor je bil pri T7300. Celka pa enih funkcij, celka pa enih komand, vzmetenka pri norcah. Vse, če se tega zica ne nastaviš, tako kakor te podgovarja, nič naredil, pa isto, kot je zduči so klasičen mo. No, vidiš, že kar nekaj pritiskam. S komandam pa z vsem se to poje prepogiba. Traktor je zmeten, prednja prima, kabina, stol. Ampak še vse glih te z ruke, če v kakšno luknjo prbiješ. Poj, kva ba rekel, vse ni nič kaj taka poj. Tle imaš ročno, tle zadnji nimaš v bistvu nič kaj taka razen vtičenc. Še več vtičenc, še več vtičenc, še za dodatne ekrane. Traktor ima 5 parov ventilov vse skup. Zadnji ima 2 elektronska, pa 2 mehanska ventila. Pri ta prvi hidravlik je pa tudi še en elektroventil. Tle se timer je pa tako reč vklapje. Pa če smo pojlih pri ventilah, je tole povezan tudi še na ventil, pa nastaviš, ne, in s tole tipko lahko nastaviš, a ti dela ta joystick za ta prvo hidravliko, a ti dela ta joystick za ta zadnjo hidravliko, je pa več funkcij, no, to se pravi, lahko je pa tudi za nakledača, kar je oranžnih tipk, je za menjalnik, to se pravi, tole je bolj za menjalnik, tlele je oranžno za menjalnik, tole za menjalnik, je pa tle zadnji še nekaj, če se vidva, tele dve tipke. To pa prestavljaš brzine gor pa dol, tale tlele je pa inverter. Prestavljaš nakledača, pa še vmes šaltaš. Dele prestavljam dol in se tle tudi fletna dol pomika. Brzine. Za hidravliko ali pa za ventile so še tele tipke, to so čisto nastavljive. Tole ročko za nastavljati, pojloh. Tele spreminaš. Joystick lahko spreminaš, kjere komande delajo. Pa še za tele hidravlične ventile. Tako kakor velikrat pri drugih traktorjih je celka pa enih bližnjic, ima za vsak priključek posebej, da nastaviš, ne vem, če imaš balirko, če imaš pluh, karkoli imaš gor, da imaš poj že prednastavljene tipke. Pri električnih ventilih je to pač plus, da ima sam tipke fletne plavajoče to hun. Pretoke timerjev vse tle štelaš, na mehanskih timerjev sploh nimaš, imaš vse glih možnost nastavitve pretoka. To se zadnji poj štela na tistih vijakah, na tistih potenciometrah mehanskih. Tlele poj tudi še zadnji za EHR nastavitve za zadnjo hidravliko. Tole je tudi za zadnjo hidravliko. To se pravi zgornja meja z, recimo za vrane, koliko tega prdziguje. To je pa že za, ko imaš enkrat nastavljen, da se sam pritisne, te dvigne na določeno višino, koliko imaš nastavljen, pa za dol. Nastavitev zdrsa, se vidim, da vse tudi tle kaže. Če se gre vrat, pa če je taka težka zemlja, da je traktor nama zdaj začne kopati, ti začne pluh majhen dvigati. In poj, ko traktor dobi spet nazaj tisto trakcijo, spet tisto pravo prijem,
poj plug nazaj not spusti. To je IHR za ta prvo hidravliko, IHR za ta zadnjo hidravliko. Tale Sidewinder se poj takole komplet ves premika, kakor človek sede, bolj gor, bolj naprej. Barvan zaslon na dotik, le imaš pa tudi pojno cel kapenah opcij pa nastaviti. Se ne čez vse komande letov, ker tega je tako preveč. Pride pa tale zadeva res prav, če imaš še navigacijo ali pa če imaš priključke na ISOBUS, da se priključek poveže s traktorjem, da imaš vse na enem ekran, cel kapenih statističnih informativnih podatkov gor. Ma pa tudi recimo, kar je za omeniti, HTS, to je kar si zapomne zaporedja traktor, to se pravi za obračanje, ne vem, za pluh, karkoli, no. Pritisnem ta ventil za 5 sekund, poj stisnem ta ventil v kontra za 5 sekund, pržgi 4x4 pogon in si to pojem zapomnim in poj s telim tipkam pritisneš in ti pač vse avtomatsko naredi. Vse to sem tudi že govoril, že neparkrat. Vse, če mu kakšen priključek zadnji pripet, ba še probal, pa nič nimam. Ima spredi, zadnji kardan. Tale tipka je, če greš iz zica ven, to se pravi, če ostaneš, da greš iz traktorja ven, to je varnostna tipka. Če ne pritisneš tega, pa ostaneš, ta kardan zadnji ugasne zaradi varnosti. Je 540 eko, pa 1000 obratov. Zauzmete eno primo, da jo nastavljaš. Tole je odzivnost inverterja, oziroma kako hit traktor pospešuje. Tole je za ta prvo hidravliko gor dol, tole je za ta zadnjo hidravliko gor dol, tole je reverzibilen ventilator. Če se kosi pa, da se zabije noti sprah, pa to, da je kontra zasuče, da spiha mašino, da se ne hreje. V glavnem to je za tempomate, poj, vklop 4x4, avtomatski 4x4, poj avtomatska špera, tole je avtomatski kardan. Kardan se vklop if, to se pravi, če je hidravlika nižji k 50%, tle se poj nastavlja. Kardan se sklop, če je hidravlika višji k 50%. To je pa še za ta prvi kardan. To je tisti HTS, pomoč na ozarah, zaporedje, da imaš. To je pa še za dodatne ventile, isto, kada preko tele tipke so poj tudi lele. Kva pa je to? Poj pa ta ročka, naprej dodajaš prestave, tako se tle vidi, nazaj jih vzimaš. Isto funkcijo dela tudi tale knof, želva pa zajc. Če pritiskam zajca, grejo brzine gor, tle zadaj tale varnostna tipka oziroma dodatna tipka. Tole tipko poj skačeš čez območja, to se pravi ta zadnjo tipko, pa zajca, evo pa sem od C1. Ta zadnjo tipko, želvo, sem obojena. Tole je za avtomatsko šaltanje, to prej sem se vozil. Če se enkrat pritisne, je avtomatsko šaltanje za polje, če se dvakrat pritisne, pa za na cesto. Tle tudi kaže, med katerim območjem poj avtomatsko šalta. S tem knofom pa tudi šaltaš, če bolj navijem tole v desno, več obratov traktorja, da je prešalta brzino višji. Tole je za inverter naprej nazaj, isto kot tole, elektrohidravličen inverter. Inverter je še tale, to se pravi, 3 inverterje v traktorju. Tole pa poj za kakšen tempomat pa to, da se dodaja brzino ali pa odzema. Tale ekran in teleview se pač malo za navaditi. Je pa traktor kar orenk opremljen, no, in ima precej enih funkcij, precej enih komand gor. Tako da ja, je kar za take majhen bolj zahtevne uporabnike to. Memory shuttle, to pomeni, s katero brzino gre traktor naprej pa s katero nazaj. Zdaj, če daš ti inverter nazaj, boš v B4, tako kot boš v B4 tudi naprej. Če imaš pa memory shuttle vklopljen, gre pa lahko za nazaj, ne vem, v B2, pa za naprej v B4. Zdaj ima memory shuttle vklopljen in B4 je za naprej, B1 je pa za nazaj. Dynamic start stop imam zdaj nizko nastavljen, lahko je srednjo visoko karkoli. To se pravi, zdaj se nazaj peljem, sam bremzo pritisnem in ko se bremza sproš, oziroma bremza sproš, pa še sklopko. To se pravi, ne rabim nič lele noge. Ko bremzo spustim, gre traktor naprej, oziroma dele nazaj. Po pa tle, ko ima zdaj nizko, če dam visoko, to pomeni, koliko moraš ti bremzo pritisniti, da se traktor ustavi. Ne vem, to je za kakšen boliranje, pa to je recimo super, takrat, ko balo začne povijati, da sam bremzo držiš, kaj balan ven pade, spustiš pa gas. Prestava za speljevanje je pa, s katero prestavo se traktor spele, oziroma kad ti traktor pržgeš, s katero brzino bo on začel, ne vem, v katerem območju, lahko z B1, lahko tle z enim cestnim variantam, lahko s nizkim. Noter sem kabino malo pokazal, malo predstavil, če mu kakšne vprašanja, mene na sejma vpraša ali pa tle na internet ne napiše, pokliče karkoli. Takole zgleda, kako pa šalta, nič ne pritiskam, pa fletna prebija brzine gor. Evo, da je še območje predstavil. Počakam, brez težav.
Speljamo, brzina moj dol padva, da vkaz spelje v C1 in že šalta. Če kakšnega zanima, kako dol šalta, v bistvu se sam gas pusti in majster že dol šaltne, da se v wing zapele. Malo bolj normalno. Tele recimo sam prestavljam in tudi če tega naprej držim, bo prestavljal kakor hitovka in to je kuj, evo, imam že od nazad na brzin. Nazaj dol. Evo, inverter nazaj. Gledamo, odzivno smo več, da se bomo hitri obrnil. Evo, da gledamo več od sebe. Pa ta drugi inverter je pa tale. Ali pa tale. Pa s tem lahko tudi brzine gor dodajam. Evo, C1, C2, C3, C4. Evo, dele iste počasne C1, to so cestne, da prej držal pa gas do konca, da vidimo, koliko bo to dajal od sebe. Evo, ta zadnja brzina. Oziroma se traktor gre 45, ne pa 40. Sploh še nisem probal. Evo, še enkrat. Po zvoku se sliši. Evo, C8. Zadnja. Ja, res je podobna kavarijo, no. Bolj osnovno sem ga pokazal predstavu, tako sem rekel, tale traktor bo tudi na sejem modele v koment, se ga dal v živo videti, pogledati, bo tudi več izbire Hollandov. Tako da je vabljen na sejem, vabljen na moj štend. Če pa kakšnega glede tega traktorja zanima že prej, ali pa tudi če nov na sejem prišel, me pa ne vem, ali pokličite, napišite, karkoli, pa bomo hitro rešili, tudi glede cen, vzga. Než zdaj pa nazaj devat, kakor bom še naredil, da se že sonce dol pada. Zima gre not, pa dan je kraj, to je kar težava poje, takole. Traktorje so že na poziciji. Takole, evo, še pluh, pada gas, od bačana. Tlele pa 300-tka, T7 300, ta pravi pa tarda, direktna vohala. Pa prikola, tle so pa cune not, celke pa ne robe, tako da prlete še tlele, od jutra pa do nedelje bo odprt. Poj pa tlele še Laurih, Alpflow, pa tamle cisterna zadi, Dinapolis prikolca, pa kleše zabale, to bomo z bačana fletno v kup. Pa še Holland, T475 S tamle. Tako da, se vidimo od petka do nedelje, tale vikend. Živ!